Danes vam bom predstavil Best Wallet. Je ta denarnica celo boljša od MetaMaska? Dajmo si pogledat. In smo na spletni strani bestwallet.com, ampak dajmo si najprej pogledat, o čem se sploh gre, kaj ta kriptodenarnica sploh je. To je v bistvu non-custodial denarnica, kar pomeni, da imaš samo ti popoln nadzor nad svojimi sredstvi. In poleg tega je tudi multi-chain. Trenutno podpira Ethereum, BNB in Polygon, kmalu pa prihaja podpora tudi za Solano, XRP in celo Base. In kar je najboljše, ta denarnica, kot vidimo tukaj, je brez KYC, tako da je res zasebna. Poleg tega je tudi lepo poskrbljeno za vse tiste, ki komaj vstopate v kriptosvet. Namreč to ni le denarnica, ampak tudi izobraževalna platforma. Vsebuje tudi vodiče za začetnike in napredno tehnično podporo. Poleg tega pa je tukaj še ta največja zanimivost, kar se tiče te denarnice. Best Wallet želi postati glavna platforma za vse, kar je povezano s kripto predprodajami. V denarnici boš tako z lahkoto našel datum lansiranja projektov, informacije o žetonih in razporeditvi, nakupno ceno in koristne dodatke, kot so roadmapi in velikost skupnosti. To tudi pomeni, da ne bo treba več skakati z ene spletne strani na drugo, vse imaš zbrano na enem mestu. Potem tudi z Best Wallet lahko kupuješ kripto s fiat valuto direktno v aplikaciji in to preko več kot 20 različnih ponudnikov, kot so Stripe, Revolut, Topper in drugi. Lahko izbereš ponudnika sam ali pa prepustiš aplikaciji, da najde najcenejšo možnost. Kupljeni kripto pa se ti nakaže neposredno v tvojo denarnico. In seveda lahko tudi prodaš kripto za fiat in izbereš, kam želiš sredstva prejeti, na bančni račun, kartico ali morda kam drugam. Podprti so ponudniki, kot so MoonPay, Banksa in Unlimit. In seveda so tukaj tudi kripto zamenjave, pregled prihajajočih žetonov, upravljanje portfelja in seveda tudi klasične funkcije, pošiljanje, prejemanje in celo prilagajanje videza denarnice. Pa dajmo si zdaj malo pogledati tukaj po spletni strani. Vidim, da to denarnico priporoča kar precej znanih spletnih strani, recimo Cointelegraph, Techopedia, Bitcoin.com, Bitcoinist, NewsBTC, CryptoNews, torej kar taka velika znana imena. In seveda tukaj so tudi ta glavne lastnosti multi-chain, multi-wallet in non-custodial. Poleg tega pa tukaj naprej vidimo, da se kar lepo trudijo, da je v bistvu njihova platforma oziroma aplikacija zelo enostavna in tudi lepa na pogled. In tudi imajo lepo obrazloženo, recimo zdaj sem kliknil na stake in tudi katere vse verige imajo podprte. Pa pojdimo še naprej. Tukaj imajo dodatne reference, kjer so se pojavili. Poleg tega so tukaj tudi glavne lastnosti, kot je na primer portfolio management, potem so tudi vpogledi v trg in nato so na spletni strani tudi razna priporočila zadovoljnih uporabnikov. In če gremo še naprej po spletni strani, vidimo tukaj oziroma pridemo do roadmapa in jaz moram reči, da imajo zelo lepo urejen roadmap. Torej, faza 1 je za nami, zdaj trenutno smo v fazi 2 in tudi tukaj notri imajo zelo lepo označeno, katere cilje so že izpolnili in kateri še bodo. In potem imamo na koncu tukaj še pogosta vprašanja. Če imate morda kakršnokoli vprašanje, se bo zagotovo pojavilo tudi tukaj. Tako da, če slučajno še niste odločeni, kar se tiče denarnice in če vam MetaMask ni ravno najbolj všeč, bi bila to zagotovo primerna alternativa. Ampak
pred samo uporabo je vedno najboljše, da naredite svojo lastno raziskavo. Hvala vam, da ste si ogledali celoten video, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vsekakor so dobrodošli tudi vaši komentarji, kaj si mislite o tej predstavitvi in tudi o denarnici sami. In seveda na tem kanalu redno spremljamo kripto, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boste zamudili kakšnega videa. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.